Pozdravljam na mojem kanalu. V današnjem videu vam bom predstavil 10 zanimivosti o evropskem prvenstvu v fuzbalu, v nogometu. Jaz sem drugače nogomet kar dolgo treniral, od malega, mislim, da sem začel pri 3 letih. Tukaj na NK Pesnica, ki je za mano, tu so imeli treninge, klicali so me mali Messi z razlogom. Editor, prosim, ne davaj spet fucking klipa not, ko sem bil mali, pa sem imel dres Messija. Še preden pa vam malo predstavim teh 10 zanimivosti, pa vam še pokažem mojo novo igračko. Še predtem pa en gol za Pesnico. Škarice. Žnodr me je uskočil. Evo vam, moj nov hobi, moja nova igračka. Kaj zdaj? Kaj ste mislili, da bo kaj bolj ekstra? By the way, je kar ekstra, ampak vam moram prvo sploh vse razložiti. Glavnem, zakaj je to moj nov hobi? Kaj sploh je to v bistvu? Vidite, da je to električni skiro, ne? Jaz sem že imel ful električnih skirojev, električno kolo sem imel, hoverboarde, pač vse to sem že imel, ampak z onimi skiroji sem bil ful zadovoljen. Cool so bili za po mestu, fan je bilo, mali sem bil, veš kaj mislim, tako za punčke, ne? Ampak ne vsi zabavate, da sem punčka, ker imam kao dolge lasi, ne? Sem mogel to obaviti, da se mi več ne boste smejali, ko sem mimo pelo, ne? Pa zdaj malo vas razložim, kaj je sploh fora tega skiroja. Kot vidimo, ne, je skiro Kukirin G4. Kaj zdaj to omeni Kukirin G4? Realno nimam pojma, kaj omeni Kukirin, to je pa znamka tega skiroja. Malo še ful več izdelkov, ampak mene šel ta mi je v oči padel, ker je bil drugi najjači, en še je samo ful dražji. Boste videli, kako hudo poceni je ta. Gremo hitro skozi, kaj ta skiro ima. Gre do, torej hitrost je do 70 km/h. Hitrost avta je to že. 70 km/h na skiroju ni počasi, verjamem mi, že 50 ni počasi. Prišel sem samo do 54, ker bi se obil. V glavnem, sigurno rabiš tu zraven čelado, ker je tako hudo hiter. Do meta ima 75 km. Zdaj, če smo lahko malo realni, ne? Jaz sem suhec, to je realno pol enih 55-60 km do meta, ne? Ampak vseeno še vedno ful dosti. Valjda zraven dobiš polnilec, ki se pa tukaj not vtakne, pa se pol v 10 urah napolni od 0 do 100. Tako da čez noč ga imaš, pa je to to. Ima bremze na disk, sprednje in zadnje. Ima hudo nore amortizerje. Pač, jaz ne vem, če vidite, ampak skozi vsako luknjo v Mariboru greš. Pač vse vemo, da imamo dosti lukn, ne? Hvala Arcenovič. V glavnem, kaj še ima pol ta skiro? Pridi tu spredje pogledat. Motherfucking luč ima. Ha? Ampak kako se luč vklopi, jaka? Žmigavec mi dela, ja, tudi žmigavce ima. Upsi. Kako se te luč vklopi? Ja, pridi pogledat. Ekrančič. Kaj si pa ti mislil? Ekran, light, mode. Ja, čakaj malo, ja, kaj pa je mode? V glavnem, imaš 3 mode. Imaš eco mode, imaš sport mode in pa imaš race mode, ki pa je najhitrejši. Logično je, eko je pač počasen, kruzaš po mestu. Sport je, če hočeš iti hitro, samo si pusi, pa ne upaš. Race je pa za mene, za pravega fucking deda. Pol imaš tu zraven ključ, ko da imaš svoj avto, lahko ključ vzameš dol, si ga daš v žep, greš na kavico. Verjamite, vkradli vam ga ne bo, ker je dokaj težki, no. Ampak nima veze, če je težki, zaradi tega, ker pa je zložljiv. Greš na morje. Kaj je to problem, če greš na morje? Če si ga pa zložiš. Digneš kuferem to.
malo manj annoying trobla, ampak trobla je, v glavnem, leti ko svinja, moje izkušnje, leti ko pes, dobro vidiš, kako imam stranega, ti veš, da sem ga dejansko izkoristil za off-road, te se mi zdi, da je to tudi prav, ne? Naredil sem 162 km, veste, koliko ta stvar stane? 899 €, kar ni dosti, sploh ni dosti. Taki stanejo po Jurija 500, vseeno res 70 km/h, pa 75 km ima do meta, da to je ful poceni. Ampak jaz sem rekel, je poceni, samo lahko zrihtamo še malo bolj poceni. Pa so rekli, jaka v redu. Glej zdaj, če si gre kdo kupiti ta skiro, ima spodaj v opisu link in če uporabiš kodo Jack G4, G4 je model tega skutera oziroma skiroja, dobiš 70 € popusta, ne? Pa poštnina je brezplačna. Torej, koliko je pol na koncu cena? Torej, če na koncu zračunam, nisem zračunal, povedal mi je kamerman, je cena pol 829 €. Splača se vam, pubeci. Zdaj se pa sami odločite, hočete zgledati kot pusi z onimi skiroji ali kot dedi. Ja, pa nogica ima tuji. S prvim faktom začnimo kar na začetku. In to je leta 1960, ko se je začelo prvo evropsko prvenstvo v nogometu. Ugante, koliko držav je tekmovalo? 4 države. In to so bile Jugoslavija, Sovjetska zveza, Češko-Slovaška pa Francija. Pač v Franciji se je tudi to vse skupaj dogajalo, ne? Na koncu je zmagala Sovjetska zveza, ki je premagala Jugoslavijo. Kaj pa še tu zraven zanimivost, da je prvo tekmovanje trajalo 4-5 dni, ker so valjda samo 4 države. Dodatna zanimivost pa še je to, da danes obstaja samo ena država izmed teh 4, ki so 3 propadle. Obstaja samo še Francija, RIP. Na prvem evropskem prvenstvu, to je bilo leta 1960, so tekmovali samo 4 države. Kar bedno. Kdo bo to gledal? Ok, 4 dni traja, vsi pozabimo, ne? Pol pa leta 1980, to je bilo pač do takrat, so se pridružile še 4 države, tako da je bilo vsi skupaj 8 držav. Ok, malo boljše, ampak še vedno bedno, ne? Pol pa leta 1000, tak je bilo do leta 1996 in pol leta 1996 so se spet nove države pridružile in koliko jih je bilo? 16 jih je bilo. To pa že lahko gledamo, ne? To je trajalo do leta 2016, ko so se pa pridružile še države in zdaj jih imamo 24. Zdaj je nekaj normalnega. Če mene vprašaš, jih je zdaj preveč, ne? Vsi vemo, da na evropskem prvenstvu in na splošno v nogometu je ful nekih presenečenj, kaj se tiče tekm, ne? Ponavadi, ko gremo v evropsko prvenstvo, imamo vsi nekega favorita, pa nekoga, ko si mislimo, to ti nima pojma, to te bomo narezali, to te bomo takoj premagali, ne? In tu se pol zgodijo presenečenja za vse tiste, ki stavijo, pa dajo svoj denar noter, ali pa može samo za nas, ko smo navadni navijači, da ful upamo, da bo neka ekipa zmagala, ful je perspektivna, na koncu pa jih kar neki premagajo z neko shit ekipo, ne? In zelo veliko presenečenje na evropskem prvenstvu se je zgodilo dvakrat in zdaj vam bom oba dva fakta predstavil. Tako prvo presenečenje se je zgodilo leta 1992 na evropskem prvenstvu. Takrat se je kvalificirala Jugoslavija, ampak ker je v Jugoslaviji bila vojna, je bila pol diskvalificirana. Tada nismo mogli not tekmovati in na mesto Jugoslavije je prišla noter Danska. Pa se Danska je imela kakega dobrega igralca, ampak overall niso imeli šans, da bi pač oni zmagali, niti približno. Nikoli ne reči nikoli. Ugante, kdo je zmagal? Danska! Kako je to možno, ne vem. Ampak, če si bil zdaj presenečen, počakaj do naslednjega fakta. 3 prvenstva kasneje, torej leta 2004, so bili gostitelji evropskega prvenstva Grki. Torej, v Grčiji je bilo tekmovanje, turnir. In kaj to pomeni? To pomeni, da se avtomatsko Grčija kvalificira zaradi tega, ker je pač pri njih turnir, evropsko prvenstvo, ne? Ampak, zakaj da fakt bi Grčija zmagala, če ima totalno nekvalitetno ekipo? Veste, kako šanso so oni imeli? 1 proti 150. Torej, skoraj da nemogoče. Ampak spet, nikoli reči nikoli, nikoli ne reči nikoli, pa nikoli ne reči nemogoče, ali neka taka fora. Kdo je zmagal?
Grčija je zmagala. Torej, posamezni igralci sploh niso bili nekaj dobri, ampak kar je bilo to važno, ekipa skupaj je bila dobra. Torej, končna ekipa je bila dovolj dobra, da je lahko zmagala tekmovanje, pa kaj so še oni imeli zelo dobrega selektora in to je bil Nemec Otto, ki so ga podklicali kralju Otto. Grči so ga imeli pač ful radi, valjda, če jih je pripeljal do zmage, ne. Vsi vemo, da je nogomet hudo popularen šport. Gledajo in igrajo ga iz celega sveta. Leta 2021, takrat je bilo Evropsko prvenstvo 2020. Zaradi korone, ne, se je vse skupaj pomešalo. Takrat je Evropsko prvenstvo gledalo kar 365 milijonov ljudi vse skupaj iz celega sveta. Zakaj? Zaradi tega, ker evropski nogomet je najboljši nogomet na svetu. Tako da jaz mislim, da letos bo ta številka še malo zrasla, ampak je tudi res, da je odvisno, kakšne finale bojo. Če bo dobra ekipa v finalih, ti bo ful gledal, če pa bo kar neki, pa ne bomo gledali pač. Drugače, naslednji fakt je, da vse skupaj je 17 evropskih prvenstv bilo. Od tega je Nemčija sodelovala v največ prvenstvih in to je 14 evropskih prvenstvi. Si pa deli prvo mesto glede skupni zmag, ne. Zmagala je kar 3-krat, tako je zmagala Španija 3-krat. Ta sta tu, letos smo videli, ker bo dobila četrto zmago za Evropsko prvenstvo. Drugače, gledaj, kaj sem hotel povedati, skiroje me vse v redu. Greš dalje. Zdaj sem prvič padel. Naslednji fakt. Veš, da si car, ne ko si prvak Evropskega prvenstva. Ja, to lahko, ne? Car si, ko obraniš naslov Evropskega prvaka. In to se je zgodilo v Španiji. Španija je bila prvak leta 2008 in pol 4 leta kasneje, 2012, je obranila svoj naslov prvaka in je trebala spet prvak, oziroma še vedno prvak. Ni to carsko. In zakaj je to zanimivost? Zaradi tega, ker to se je zgodilo samo v Španiji, edini, samo Španija. Nobenemu drugemu ni ratalo obdržati naslova Evropskega prvaka. Tada vsaka čast Španija, Slovenija, mi gremo zdaj samo prvo do final, pol pa dalje, gaz vre. Kdo mislite, da je zadel največ golov na evropskih prvenstvih? Je to bi mogoče Messi ali bi to mogoče Ronaldo? Ja, Messi ni mogel biti, če je iz Argentine, ne? Se to ni Evropa. Valjda je bil Cristiano Ronaldo suji. To kar 14 golov. Zdaj se ve, kdo je najboljši na svetu. Messi še enega gola ni mogel dati. Za koga si? Za Messija ali za Ronaldota? Napiši v komentar, da vidi malo. Pa valjda, če že gledaš ta video, ne pozabi se subscribat, pa ne pozabi lajka tega videa nujno. Veste, kdaj je bil zadet najhitrejši gol v zgodovini Evropskega prvenstva? Pred enim tednom, letos. Tekma je bila proti Albanija proti Italiji in Albanec Nedim Bajrami, upam, da sem prav izgovoril, je dal gol kar v 23 sekundah. Pač hudo fucking hitro. Evo, zdaj sem prišel domov si oblečt slovenski dres. Stari dres je, ampak nima veze. V glavnem, da vam še zdaj povem zadnji fakt o evropskih prvenstvih. Slovenija je zdaj drugič na evropskem prvenstvu, torej prvič je bila leta 2000, takrat je bil njihov trener oziroma selektor Srečko Katanec. Zdaj pa imam tu eno zanimivost o tem, ne? V skupini smo bili z Zvezno Republiko Jugoslavijo, Norveško, Španijo, pa mi smo bili noter, ne? Mi smo zgubili samo proti Španiji, ampak še vedno nismo imeli dovolj točk, da se bi uvrstili naprej. Kaj pa je tu zdaj zanimivost? Da naš Zlatko Zahovič je zadel kar 3 gole vse skupaj in je bil 6. najboljši strelec na celem turniru oziroma na Evropskem prvenstvu leta 2000. Carsko, a? Bomo kar tukaj končali video. Najlepša hvala za ogled tega videa. Če koga zanima skiro, ki ga uporabljam oziroma ki sem ga predstavil v video, imate link spodaj v opisu. Pa če hočeš kaj prišparati, 70 €, uporabi kodo JACK-G4 in prišparaš 70 €. Drugače pa, če si ga bo kjer naročil, mi hitro pošljete sliko skiroja na Instagram. Kak je moj Instagram? JackOnTheBoxSlow.
Tu se subskrbite, idite na moj TikTok profil, ki je Jack on the Box in se vidimo naslednjič v videu. Adijo! Gledaj, če si ga reš kupiti na linku, ki je v opisu, vpišeš kodo Jack G4, to je model G4, in dobiš nekaj popusta dobiš in to je 70 € popusta. Zdaj pa se sam odloči, stari. Sam se odloči, ali boš zgledal ko pusi, ali boš zgledal ko det. Jaz sem izbral oboje, ker sem lase obdržal. Zdaj pa tak, pri enem faktu sem se zmotil. Zdaj pa tvoja naloga, da ugotoviš, pri katerem faktu in kaj sem se zmotil, to zapišeš komentar in sodeluješ v nagradni igri za 6 ščetk premium VBO zobnih ščetk. Zdaj pa jaz bom izbral zmagovalca v komentarju, vse boš lahko sledil na mojem Instagramu, da me nujno followaj na Instagramu. Pa zakaj ravno 6 ščetk? To je letna zaloga, ker vsako ščetko moš menjati na 2 meseca. Fantje, punce, umivajte si vaše zobe. Ali boš zgledal ko pusi, ali boš zgledal ko det. Jaz sem izbral oboje, ker sem lase obdržal.